Jaz bi se mogoče osredotočil bolj na polje neformalnega, glede na to, da mladinske organizacije oziroma Mladinski svet Slovenije kot krovna nacionalna mladinska organizacija spodbuja pretežno neformalno izobraževanje in v okviru mladinskih organizacij spodbuja to polje neformalnega in z tega vidika moram reči, da izredno podpiramo to poročilo, ki je bilo podano in s tem bi se mogoče najlepše zahvalil dr. Zveru za to, mogoče to, da ste vi predsednik oziroma pač poročevalec za to grupo, bo tudi v Sloveniji kot nacionalnem prostoru pripomoglo k temu, da se mladinsko polje začne razvijati in pa spodbujati na nek način. Zdaj, na Mladinskem svetu Slovenije smo ravno nedavno nazaj poslali eno pismo vsem s prvo naslovljenim gospodom Pahorjem, predsednikom vlade, eno pismo, v katerem želimo, da se program Mladi v akciji, ki ga je omenila moja predhodnica, da se ohrani kot samostojen program, glede na to, da vemo, da mladinski programi oziroma tudi neformalne skupine oziroma mladinske organizacije, ki se prijavljajo v program Mladi v akciji, nimajo zadostnega financiranja in pač, da želijo delati in v bistvu spodbujati to polje neformalnega in pač neki, da se mladi v teh mladinskih organizacijah naučijo peljati različne projekte, si nabirati različna poznanstva, širiti socialno mrežo. Želimo, da se ta program ohrani kot samostojen. In z tega vidika lahko tudi povem, da je tudi ena točka v tem poročilu ta, da se ta program ohrani kot samostojen program. Zdaj, na Mladinskem svetu smo kot polnopravni člani Evropskega mladinskega foruma smo tudi aktivno sodelovali pri različnih politikah oziroma še vedno sodelujemo pri različnih politikah, ki se tičejo mladih na evropski ravni, ampak moram reči, da se načeloma glede na resurse, ki jih imamo na MSS-ju, osredotočamo bolj na nacionalni nivo in res želimo, da se mladi vključujejo v različne organizacije in pa da se absolutno se zavedamo, da je mobilnost pomembna in delamo zelo veliko na tem, da se mladi udeležujejo, udejstvujejo, izmenjavajo dobre prakse, si nabirajo izkušnje v tujini. Ravno prej smo govorili, da evropski poslanci imajo možnost imeti stažiste in se vsi tega kar lepo poslužujejo in da moram reči, da je kar velik interes.